Hvala vam za čas. Hvala vam. Koliko traja približno? Malo sem gledala, vem, da je tako. Odprt da format. se lahko v miru pogovarjava brez. Ja. Ihte. To. To je v današnjem svetu redko, ne? Absolutno. Se strinjam. Koliko časa? Kakšno urco pa pol bova? Meni je okej, ne mudi se mi nekam. Ok, super. A bi mogoče lahko za začetek mi povedali malo, zakaj ste se odločili raziskovati v tej smeri, pa malo vašega ozadja akademsko. Tako, moje akademsko ozadje je malo komplicirano. Sem študirala srbo-hrvaški jezik in književnost v Beogradu najprej, potem sem prišla sem v Ljubljano na doktorat, ki je še vedno bil jezikoslovje, ampak že malo bolj usmerjeno proti določenim družbenim okoliščinam, ki tudi pogojujejo jezikovno rabo, stališča do različnih jezikov in tako naprej. In s časom sem se vse bolj usmerjala nekako na malo širše zadeve od samih jezikovnih fenomenov. Ostaja pa jezikoslovje zame pomembno temeljno znanje, ki sem ga pridobila med izobraževanjem. In sigurno zadnjih 20 let se ukvarjam predvsem z jugoslovanskim socializmom, spominom na socializem, spomeni tega obdobja, materialnimi ostanki, ampak ne samo v smislu nekih ruševin, ampak res neke politične, družbene zapuščine socializma, ki jaz verjamem še vedno precej oblikuje tudi našo sedanjost. In v nekem trenutku, to je bilo veliko let nazaj, sem začela bolj resno premišljevati o tem, zakaj za toliko različnih moških, ki jih jaz poznam tako ne kot raziskovalka, ampak pač kot oseba, ki živi na teh prostorih, zakaj za toliko različnih moških ta izkušnja služenja vojske v Jugoslovanski ljudski armadi veliko pomeni. Ne rečem, da jo vsi gledajo pozitivno, ne rečem, da jo vsi gledajo v rožnatih barvah, daleč od tega, ampak je to izkušnja, ki za njih osebno tudi včasih tako, da ne znajo niti obesediti, zakaj je pomembna. In sem se začela o tem pogovarjati in sem začela kar nekaj ljudi resno spraševati, delati intervjuje, potem pa slediti določenim ljudem tudi skozi leta. Ti ljudje so z mano delili svoje arhive, fotografije, določeni tudi svoje umetniška dela, ki so jih ustvarjali med služenjem vojaškega roka in tako naprej. Tako da to se je nekako tako začelo in dejansko je ta knjiga rezultat mojega pač spraševanja, zakaj je ta izkušnja pomembna. In če že postavim to vprašanje, mogoče probam dati kakšen odgovor tudi. Hitro, ker to velja za socializem, to velja za moške, to velja za vojsko kot tako nasploh. To so področja, kjer smo hitro nagnjeni zelo poenostavljenim razlagam. Socializem je bil sistem, kjer je za ljudi bilo poskrbljeno, niso imeli preveč svobode, ampak so bili varni, dobili so stanovanje, njim bilo treba skrbeti nič do penzije in tako naprej. To je ena izmed pač zelo razširjenih naracij. Približno podobno je tudi za JLA, da je to bila pač neka izkušnja, ker je bilo vse strukturirano, ker ti ni bilo treba misliti, ker je tudi bila nek pač ritual prehoda, ko so mladi fantje odraščali v moške, ki so s tem dobivali nek certifikat, da so lahko neka iniciacija. Tako očetje, pač resni možje. Ampak mi smo doživeli tle 90-ta in so različni moški zelo različno šli skozi ta 90-ta. Eni niso niti prišli ven, tako kot vemo, nažalost, kar nekaj jih je takih. Tudi veliko ljudi, s katerimi sem se jaz pogovarjala, so bili na različnih straneh na bojiščih
v 90-ih, ker so bili upoklicani v različne nove vojske, ki so se pojavljale. Drugi so se res borili za preživetje, tretji so morali iti ven iz države tudi zato, da ne bi bili upoklicani v vojsko ali da bi enostavno preživeli svoje družine. Torej, zelo različne zgodbe in to malo komplicira. To nam tako ne dovoli, da enostavno rečemo, saj vsi oni so pač takrat je za njih bilo poskrbljeno, struktura in tako naprej. Mal bolj kompleksna razlaga je potrebna. In po teh vseh letih mojega dela na tem se meni zdi, da to, kar ljudje res cenijo, ne glede na to, kakšna je bila sama izkušnja vojske, zelo pogosto je bila travmatična, dolgčasna, precej butasta, neprijetna v smislu, spiš, ne vem, s 30 drugimi mladimi moškimi v isti sobi, vsi pač smrčijo, kdo si tega želi, ne? Tako da ni to neka izkušnja, kateri bi se ljudje radi vrnili, daleč od tega, ampak ta izkušnja radikalne različnosti, ki so jo v vojski doživeli in okvir, ki je ta vojska ponujala, da z radikalno različnimi drugimi moškimi postaneš tudi prijatelj, čeprav je to oseba, ki jo sicer, če te vojski ne bi bilo, ne bi nikoli niti srečal. Ljudem je to pomembno. In tudi taka prijateljstva pogosto niso mogla preživeti, tudi zlasti 90-ta niso mogla preživeti, ampak so še vedno pomembna. In pogosto so mi moji sogovorniki govorili, pogosto mislim na tega prijatelja iz vojske. Vsak dan ga mislim poklicati, ampak ga nikoli ne bo poklical. Tudi zato, ker se boji, kar je s tem človekom bilo, ali kaj je od njega nastalo, mogoče je postal nacionalist, četnik, ustaša, karkoli, ne. Ampak s to mislijo ta človek živi vsak dan. In to so te napetosti, ki so mene bolj zanimale, ki mal destabilizirajo to idejo, da imeli smo socializem, da imamo nekaj drugega, to je nek naravni proces in gledamo samo naprej in tako naprej. Ja, zdaj imamo 16 različnih opcij, kam lahko greva, ampak mogoče to zadnje, ne? Ta izkušnja moškega, ki jo ima z drugim moškim, ne? Se mi zdi, da je neka taka naravna stvar, če greva zelo nazaj. Ne? Verjetno je to zapisano v našem DNK-ju. Ne? Neko težko stvar z drugimi moškimi skupaj rešimo in mi smo ekipa in imamo neki izziv in ga presežemo. Ne? Lov imam tukaj v mislih, ne? Če greva zelo nazaj. Vse razumem. To je pač ena izmed konstant. To je konstanta, ki se zelo uporablja in zlorablja. To je ta ideja o moški povezanosti v težkih trenutkih, ki je po eni strani naravna, po drugi strani pa je tudi rezultat težkih trenutkov. Ne? To, kako se moški povežejo v težkih trenutkih, je nekaj neprimerljivega s čemorkoli drugim. Gre ta zgodba ponavadi. To je dejstvo, da je temu tako. Obstaja knjiga enega ameriškega pisatelja, ki je precej popularen, njegovo oh my god, zdaj se ne bom spomnila takoj. Antropolog? Ne, on je prav pisatelj, on je med drugim napisal roman Perfektna nevihta, po katerem je narejen ta film, v katerem Perfect Storm. Ja, igra George Clooney. In med drugim je kot novinar bil na Kosovu, v Afganistanu, v Iraku. Torej je sledil ameriškim vojakom po svetu na njihovih misijah. Ne? In on ima knjigo, ko se imenuje Pleme, The Tribe, ki razlaga točno to, zakaj v ameriški vojski imamo neko idealno družbo takrat, ko so ti vojaki na misijah. Črnci, belci, drugi migrantje, revni, manj revni. Vsi so skupaj zelo solidarni, nobenega ne zanima, ne rasa, ne razred, ne ozadje, zelo si drugemu pomagajo. Zakaj tega ni, ko prideš nazaj domov? In to je pomembno vprašanje in to je zdaj to vprašanje infrastruktur, ker poskušam vam odgovoriti tako, da hočem povedati, da ja, to drži, ta moška povezanost je pomembna. Veliko bolj pa pomembno je,
kam jo umestimo. Ja. Ker je pomembno tudi takrat, ko ameriški vojaki grejo na misije, ali ko, ne vem, mladi fantje grejo, ne vem, v legijo tujcev ali v kriminalnih klanih. A pa ISIS, recimo. Ali ISIS, ali karkoli drugega. Ja, torej, blazno je bila pomembna, tudi Foucault piše o tem v prvi svetovni vojni, ker vedno je tudi to vprašanje, kako je možno, da ljudje živijo skozi in celo preživijo in živijo naprej tako traumatičnega dogodka, kot so vojne. In Foucault to razlaga prav s to neko ljubeznijo med moškimi, ne v nekem pač homoseksualnem smislu, ampak to povezanostjo v takih situacijah. In to je verjetno v veliki meri res, ker po drugi strani pa je zanimivo, zlasti za take vojske, ko je bila JLA, ki je bila ogromna družbena infrastruktura, kjer pač je bila zelo toga v marsičem, pol pa imaš te neke stvari, ki malo destabilizirajo te toge zakone, kako stvari funkcionirajo. Ampak po drugi strani je treba poudariti, da je JLA bila tudi vojska, ki si je želela tovrstnih povezav med moškimi. Seveda. Zato je tudi marsikaj morala narediti infrastrukturno, organizacijsko, veliko čez. Mogoče, vse je jasno, če bi šli na kakšen drug model, naprimer, da bi dali skupaj izobražene fante, ki govorijo vsi isti jezik, bi jih bilo veliko lažje in hitreje spraviti do neke vojaške operativnosti. Kot če daš skupaj v eno enoto enega nepismenega, enega, ki je že diplomiral na univerzi, Slovenca, Albanca, ki ne zna ene besede drugega jezika kot albanščine in tako naprej. Veliko moraš vložiti, da ti ljudje sploh pridejo na skupno raven, da funkcionirajo kot neka celota. JLA je bila pripravljena skozi do zadnjega dne praktično ali do zadnjih dni žrtvovati marsikaj od te vojaške učinkovitosti, da bi omogočila ta okvir za radikalno različnost. Da bi bila res jugoslovanska izkušnja za te fante. In mislim, da je to kar je njim ostalo dejansko, kot nekaj, kar je težko sicer dobiti kje druge. Ja, se tukaj je po moje zelo pomembno vprašanje smisla, ne? Ki ga človek čuti v življenju, in to, kar ste rekli med vojnami pa traumatične izkušnje. Ne? Zelo se mi je vtisnil v spomin podatek, da med bombardiranjem Londona v drugi svetovni vojni, ne, da v bistvu ni bilo samomorov pa depresije zaznane. Ne? Čeprav je bilo v bistvu, lahko bi rekel, mogoče racionalno v peklu smo živeli, ne? V neprestanem strahu, spali smo v podzemni železnici, ne? Ampak ljudje so stopili skupaj, ker je bilo težko, in tudi videli nek smisel v skupnem sovražniku mogoče. Ne? In ta vojska, pa drugi kompanjoni, ki jih imaš zraven sebe, ne? Se mi zdi, da ta smisel se dotikajo tega. Ne? In če tega ni, je treba to nekje drugje dobiti, če ne, ni dobro. Ne? Absolutno, sigurno. Saj to je znano, vsi, ki smo na nek način šli skozi neke, moji prijatelji iz Sarajeva rečejo včasih, in to je toliko tragično slišati, da skoraj, da jim je bilo boljš med obleganjem Sarajeva, kot jim je danes. Ljudje so bili bolj solidarni, manj je bilo pomembno, ali si Srb, ali si musliman, ali si Hrvat, ali karkoli drugega. So si pomagali. Mislim, da v veliki meri to lahko rečemo tudi za neke druge izkušnje na prostorih nekdanje Jugoslavije, ker so vojne bile bolj izrazite. To vse drži. Pri JLA pa vseeno moramo biti pozorni pri teh zadevah, ker JLA je končala kot klasična vojska, ki se je vpletla v vojni, pač vojaški spopad. V njega vpletla tudi mlade fante, praktično otroke, 18-letne fante, kar je meni recimo danes ne predstavljal. Moj sin ima zdaj 19 let in v prvi svetovni vojni so bili še mlajši? Še mlajši, 14, absolutno. Torej, v tem smislu JLA ni nobena izjema od katerikoli druge vojske in v tem smislu ni treba, jaz nekje tudi v knjigi rečem, da vsaka vojska vseeno na prvem mestu, predvsem fante, včasih tudi punce, kot recimo v Izraelu, uči streljati. Vse drugo se lahko pogovarjamo, koliko je to tudi neka druga vrsta ustanove, ampak
Njen glavni namen je te pripraviti, da umreš za nekaj. Ali da koga ubiješ za nekaj. Pogosto eno in drugo. Ampak po drugi strani moramo se zavedati tega, da generacije jugoslovanskih moških so služile to vojsko brez nobene ideje, da je to povezano s kakšno možnostjo vojne. Da je to je bilo zelo daleč. Meni vsi pravijo, da najbolj smešno, najbolj bizarno za njih je bilo, ko morajo prizarjati te, Romuni napadajo iz strani, ti, ki so služili v Vršcu, naprimer. Za njih je to bilo toliko daleč od vsake realnosti, da absurdno, je bilo absurdno. Tako da niso živeli z idejo, da je vojna možna, niso živeli z idejo, da dejstvo, da so v vojski, lahko pripelje premočrtno do tega, da se bojo znašli v vojni. Do zadnjih let Jugoslavije. Tako da tudi sama ta izkušnja je malo drugače okvirjena, kot bi mogoče bila kakšna druga vojska, ker je možnost vojskovanja bolj prisotna in bolj neposredna. Če služiš vojsko v Izraelu, malo drugače sigurno to vse izgleda, kot če si služil v Jugoslaviji leta, 78. Ker to je bila vojska miru, tako so jo reklamirali, tako so jo tudi samo identificirala. In dejansko je to bila neka bolj družbena zadeva, vključena v druge družbene infrastrukture, kot neka res v tem smislu vojaška, nasilna izkušnja. Za take moške skupnosti, kot je vojaški rok, je nasilje ponavadi zelo pomembno, strukturno pomembno, prisotno. Seveda ga je bilo tudi v JLA, so bili vedno oficirji, ki so maltretirali vojake tako in drugače. Ampak to ni bilo to moško nasilje, ki ga ponavadi v angleščini imenujejo hazing, ker ti nekoga res ponižuješ skozi določene, včasih tudi zelo take folklorne prakse. Da podrediš v bistvu ego nekoga. Tako, hočeš ga tudi pač ponižati kot osebo. To je bilo precej tabuizirano in mislim, da se ni dogajalo. Tudi v primerjavi recimo z vojsko Sovjetske zveze, ki je bila po marsičem podobna, seveda, sigurno je bilo manj tega hazinga tudi med vojaki. V sovjetski vojski so vseeno pač ruski državljani Sovjetske zveze imeli neko hierarhično prednost, kar je v jugoslovanski vojski bilo dokaj tabuizirano. Mislim, to, da je nekdo drugače obravnavan zato, ker je Srb, Hrvat, to je bilo mnogo. Tako da tam je mislim, da čeprav je seveda to ena ustanova, kjer so sami moški in v njej lahko prepoznamo marsikaj, kar je tipično za vojaške skupnosti nasploh, so tudi razlike, ki jih moramo upoštevati. Sebastian Junger je pisatelj, ki sem ga probala omeniti. Se bi mi tako poiskali to, pa bi pol polinkali, ampak hvala vam za to, bo lažje pol Kristini. Se mi zdi, da tako ljudje ali pa človeštvo je zelo plemensko naravnano, že od nekdaj in skupaj lahko midva prideva v neko pleme, če mogoče podobno zgledava. Ne? To je prvi nek tak dokaj naraven magnet, ki naju skupaj potegne. Ne? Pol pa bi rekel, da so neke skupne verjetno zgodbe, a ne? Ampak za zgodbe rabimo verjetno jezik. Jezik, podobne izkušnje. Ampak da sploh midva informacije iz moje glave dam vam in midva rečeva, ta ideja je zanimiva, mejva jo skupaj, recimo, imava tega Boga in midva se zdaj skupaj poveževa, tudi če drugače zgledava. Ne? Kaj pa glede Jugoslavije? Ne? To me malo zanima, če greva še malo nazaj. Relativno ni toliko dolgo obstala, a ne, če primerjamo ostale države iz zgodovine ali pa imperije ali pa podobno.
Ampak verjetno je bil jezik nek tak skupna stvar ali kaj drugega. Jezik do določene mere ni bil skupen za, ne vem, turško govorečo manjšino iz Makedonije ali iz Kosova, ni bil skupen za Madžare, za Albance, ki zelo pogosto niso niti se učili drugih večjih jezikov. Tako da do določene mere, ampak ja, lahko zakomplicirava mi da malo to zgodbo. Itak, mislim, če skočiva zdaj iz tega momenta ustvarjanja nekega skupnega ideološkega in idejnega prostora, v katerem lahko obstaja Jugoslavija kot družba. Če skočimo na današnji dan današnjih časov, to, kako ste vi začeli, je v veliki meri prevladuje kot imaginacija političnih možnosti. Ta ideja, kdo sem jaz, kdo je moje pleme v smislu tem nekem bolj genealoškem, ampak v smislu, kdo so ljudje, ki delijo iste izkušnje, kot so moje. Izkušnje, tudi zelo pogosto izkušnje izključenosti, izkušnje ne vem, tudi nasilja, če razmišljamo recimo, kako živijo Afroameričani v Ameriki, kako je prišlo do Black Lives Matter, kako je, ali kot ženske, pa razmišljamo, kako je prišlo do gibanja Me Too. V teh zgodbah je zelo pomembno, kdo smo. In to je pomembno. In na koncu dneva marsikaj določa v našem življenju. Ampak ta Jugoslavija, taka kot je bila, ni predolgo trajala, je bila v marsičem nemogoča država, je ubrala eno radikalno drugačno pot, ki je danes tudi kot možnost izbrisana. In to je prepoznavanje izven identitetnih kategorij. Danes ni možna ta. Danes je veliko težja. Danes nas tudi kapitalizem na nek način absurdno, ampak kar tako subtilno ali manj subtilno sili točno v to. In ne samo kapitalizem. Poglejte, kaj se dogaja recimo v Srbiji zdaj. Zadnjih 30 let, ali vsaj zadnjih, ne vem, 15-13 let, odkadar je Vučić na oblasti. Vedno, ko je kakšna državna afera, v kateri so vpleteni najvišji predstavniki vladajoče partije, se zgodi kaj na Kosovu. Pride do nekega konflikta in se spet zalaufa to kolesje sovražnikov. Glih, mislim, da včeraj je spet, zdaj je to tudi novica v slovenskih medijih, da je Vučić izjavil, da so zdaj Slovenija in Hrvaška, ne vem, vojna grožnja za Srbijo. In to je jasno, kaj to je. To je ustvarjanje sovražnika, ker če imamo sovražnika, ki je drugačen, za katerega nas prepričajo, da je zelo drugačen od nas, bomo pozabili, kje so dejanske težave, kdo naše življenje dela neznosno, kdo nas potiska na rob. Se pravi, iz internih konfliktov preusmerimo narativo na zunanji konflikt in mi smo tudi povezani. Tako, tudi na zunanje, mislim, na te, ja, tako, ponavadi na zunanje, ker tu so razlike najbolj izrazite. Albanci nas sovražijo, migranti nas ogrožajo, ne vem, ta repertoar je neskončen in vsem nam zelo dobro znan. In to je to, čemu rečemo. Tako da ta neka povezava zdaj je tak neintuitivna med tem, da se mi borimo zelo pogosto skozi okvire, ki nam jih dajejo lastne izkušnje, izključenosti, drugačnosti, deprivilegiranosti, in povezava s tem, da dejansko te identitetne politike so dejansko precej v redu za današnji svet, v katerem vsi prepoznamo ogromno težav, je ena stvar, druga pa je, ali je sploh možno za kaj drugega. Ali se lahko mi prepoznamo, tudi če ne govorimo isti jezik, tudi če imamo zelo različne izkušnje. Ali se najprej lahko prepoznamo kot ljudje, da to, kar se dogaja v Gazi, se enostavno ne sme dogajati, ker so to ljudje. Da ne govorimo o drugih razsežnostih te zgodbe ali kjerkoli druge na tem planetu, kar se trenutno dogaja.
to je ta razlika. In jugoslovanska vojska je res bila nek tak eksperiment, ker so ljudje prišli skupaj. Tam nič od tega, kar ste vi našteli, ni moglo biti ta kako bi rekla, skupni imenovalec ali neka skupna baza, s katere bi ti ljudje štartali. Baza se je morala ustvariti in ustvarjala se je prav skozi to, kar prepoznavamo po eni strani kot najbolj značilno in najbolj zoprno, ko je vojska, ko gre za vojaški drill, rutine, ponavljajoče se opravila, zelo formulaičen jezik, ki ga se vsi morajo naučiti, tudi tisti, ki jim je srbohrvaščina bila materinščina, so se morali naučiti, kaj morajo odgovoriti, če ti nekdo reče, vrlo dobro, da moraš povedati, služimo narodu. To ni nekaj, kar so ljudje vedeli iz svojih normalnih življenj. Torej, vsi so se morali naučiti priti do nekega skupnega jezika, priti do nekega stanja, kjer so lahko funkcionirali ne samo vojaško in opravilno, ampak to jim je dalo tudi osnovo, da se prepoznavajo kot ljudje. In to je to tudi, kar je najbolj pogosti stavek, ki slišimo, da v vojski ni bilo pomembno, ali si Hrvat, ali si Srb, ali si Albanec. Ni bilo pomembno, ali si prišel iz Zagreba, Ljubljane, Beograda ali kakšne vasi, za katero nihče nikoli ni slišal. Ni bilo pomembno, ali si pismen ali nepismen, ali imaš fakulteto, ali nisi niti šel v osnovno šolo. Pomembno je bilo kakšen si človek. In to je zdaj, ne sugeriram, da je to neka idealna politična skupnost, daleč od tega. Sliši se v redu, drugače. Ampak ponuja izkušnjo, ki jo danes praktično zelo težko lahko ustvarimo. Nekdo lahko reče, na srečo v Sloveniji še vedno imamo javno šolstvo, šole so še vedno tak prostor, kjer prihajajo različni otroci, vsem jim je šola še vedno dostopna. Ja, seveda je in hvala Bogu, da je tako, hvala Bogu, da ni še vedno v Sloveniji idej, da so ene osnovne šole dobre, pa bomo peljali 10 km stran svoje otroke, da bi bili v dobri šoli. Vse šole so dobre. Otrok gre v najbližjo s svojimi prijatelji iz naselja. Tako mora biti, ne. In v tem smislu to je to. Ampak vseeno že naselje te definira lahko, ne? Tudi, ker so različna naselja. Tako je. Zdaj, pri vojski mogoče tega aspekta toliko ni bilo, ker so se združili tam je bilo res radikalno. Radikalno. Tukaj je do neke mere in to je dragoceno in res dragoceno in je treba ohraniti. Ker tudi slovenska urbana naselja, kot je to, ker sva mi dva zdaj, ali to, ker jaz živim na Bratovševi, so še vedno neka vrsta skupnega urbanega prostora, kjer vsi živijo skupaj. Različni ljudje z različnimi priimki, če pogledate na domofonu, zelo izobraženi, manj izobraženi, eni, ki jim je slovenščina materni jezik, eni, ki jim ni. To so še vedno taki prostori, pa je veliko manj v teh novih sosedskah, ki se reklamirajo kot nek luksuz, kot nek privilegij, take raznolikosti seveda ne bo. In bojo otroci hodili v čisto drugačne razrede. To mi je bilo zelo zanimivo, ko sva govorila zdaj o Srbiji, pa zdaj, kar se dogaja, pa o teh narativah, ki se morajo vzpostaviti, da ljudi povežeš ob negativnem čustvu. Ne? Negativna čustva so itak močnejša kot pozitivna čustva, evolucijsko je to čisto smiselno, ker je na drugi strani smrt. In se mi zdi, da če zgodovino, ko pogledamo, vodje so vedno izrabljale ta način, da so manipulirale z množico. Recimo nacistična Nemčija je en tak lep primer tega, kako cel narod z nekim besom, gnevom in negativnimi čustvi povežeš. Glede reparacij, glede prve svetovne vojne in kako so Nemci bili takrat izrabljeni in žrtve. In sem tako razmišljal zdaj, ko ste govorili, a je možno nekoga, ki se ne počuti kot žrtev, zmanipulirati, ker se mi zdi, da je ta fundament nujno potreben, da mora biti človek žrtev, da ga lahko nekdo na ta način zmanipulira. Drugače to nemogoče.
Če ti rečeš, ne, jaz nisem žrtev. Ne? In zdaj tudi omenili ste Black Lives Matter, pa Me Too movement, pa to ne. Imajo svoje pozitivne in potrebne in nujne aspekte, ki jih promovirajo, ampak močen imajo ta fundament žrtve. Saj so žrtve. To tudi moramo razlikovati. So žrtve. Mi ne moremo, moramo se zavedati, da življenje osebe, temnopolte osebe v Ameriki ali osebe, ki ni bela, ker danes je ta spekter veliko širši, je zelo konkretno zaznamovano s tem, da se ji nekaj lahko zgodi kadarkoli strani tudi države. In danes živi Amerika v neki distopiji v tem smislu. Ti danes hodiš po ameriških ulicah in te kjerkoli lahko nekdo pride ima na glavi neko kapo, ne vidiš obraza, ima orožje, piše ice na njegovem hrbtu in tebe ni več. In to se meni ne bo zgodilo, to se vam ne bo zgodilo. Ampak komu drugemu se bo, ker ima drugo barvo kože. Že na tem nivoju. In to ne moremo zdaj, in to ima v Ameriki zgodovinsko genealogijo. To je nekaj, kar se tam dogaja, kar je strukturno, ne moremo pa posploševati. Tudi to je pa pol ta drugi problem. Ni to, kdo smo, nas določa nas pa samo do neke mere. In če kupimo zgodbo, da nas totalno določa, pol imamo težavo, ker ne zmoremo več gledati čez meje lastne identitete in skupine, ki jo ta identiteta združuje. In pol je to, pol to zelo težko pripelje do neke solidarnosti, ki mora biti splošna, ki ne more biti identitetska. Dokler je taka, nima smisla. Ampak se strinjam z vami, da za mobilizacijo, negativno mobilizacijo rabimo občutek žrtve. In prostor bivše Jugoslavije, Srbije zlasti, ni boljšega poligona za to, ker lahko to zadevo mi dva opazujeva. V Srbiji se ljudje počutijo kot žrtve, so žrtve marsičesa tudi. To je dejstvo. Mislim, tako kot v Nemčiji v 30 letih se nacizem ne bi zgodil na ta način, kot je, če ta država ne bi bila ekonomsko izčrpana. In to ne rečem, da se to zgodilo nujno od zunaj in samo od zunaj. Iz niče nemogoče verjetno kreirati. Ampak to gre skupaj. Ja. Način, kako je speljana tranzicija v Srbiji po eni strani, skupaj z določenimi mednarodnimi pogojevanji, je pripeljala do blaznega osiromašenja teh ljudi. In se oni počutijo žrtve, počutijo se negotovo in seveda lažje kupijo pol katerokoli narativo, ki ponuja neko zavetje. In to je tipično to. Mi smo Srbi, mi se bomo... Se mi zdi, da ta tudi aspekt ponosa, jaz zdaj tako čisto laično po svojem občutku, če gledam vse države bivše Jugoslavije, vedno sem nekako čutil srbski ponos kot tak res unikaten. No. Mislim, ne vem, kakšen imate vi občutek, no? Kako gledajo na svojo zgodovino, na sebe in koliko močna so čustva tukaj zapakirana. To je neka zelo pomembna mobilizacijska sila, ker je na nek način... Jaz tega ne bi esencializirala, mislim, da seveda to ne velja za vse, ampak je neka ideja v tem smislu o pomembnosti, velikosti, ki potem lažje pripelje do izključevanja. In recimo zdaj skozi te proteste, to, kar se dogaja v Srbiji, je zelo pomembno, ko gre recimo za Sandžak, za Novi Pazar. To je prvi moment, kjer je prišlo do tega prepoznavanja, da tam so tudi eni ljudje, ki so državljani te države in želijo in se borijo za enako prihodnost kot ljudje v Beogradu, Nišu
ali na drugih koncih. In zdi se mi ta moment izjemno pomemben in je seveda on je za to nomenklaturo, ki je zdaj na oblasti, izjemno nevaren. Ker ne moreš več držati ljudi, da to so itak muslimani in oni so dejansko nevarno za nas, oni hočejo ne vem kaj. To drži tudi mislim, če sem tako zelo odkrita trenutno, jaz to čutim sama in to je pri meni nekako pripeljalo do tega, da uganite, za koga jaz recimo ne vem zdaj, ko igrajo Srbija in Slovenija v košarki. Verjetno za Slovenijo. To včasih težko priznam, ampak in mislim, da je to glih zaradi tega, ker se lažje identificiram z malo bolj skromno energijo in načinom, kako se pride do nečesa. Ja, se to je v bistvu neka, res energija ali pa žar od zadaj, ki ima pozitivne in negativne aspekte. Ja, včasih malo preveč nase skoncentriran. Tako, Kaj pa tako, recimo, ustanovila se je najprej država SHS, potem kraljevina, pač neka ideja je bila tukaj o povezanosti. Zakaj pa mislite, da je toliko malo časa trajal ta eksperiment? Kaj so bili glavne težave, ki se niso mogle premostiti? Ja, jaz zelo nerada imenujem Jugoslavijo kot eksperiment, ker to je to. Mislim, to ni nič narobe, da ste to rekli. To je tudi... Zdaj, ko za nazaj gledamo. Tako se stvar zelo pogosto imenuje tudi v akademskih člankih in knjigah, ampak Jugoslavija je trajala 70 let. In je bila na nek način res nemogoč projekt, oziroma projekt, ki je kot kraljevina se je začel zelo pragmatično. Večina oziroma praktično vse vpletene stvari so videle nek nacionalni interes v tem. In seveda po drugi svetovni vojni pa to, kar ne smemo pozabiti, je, da je druga svetovna vojna bila na nek način oziroma bistveno ne samo pač neko obdobje in proces osvoboditve in boja proti okupatorju in fašizmu, je bila tudi socialna revolucija. Je bila proces, skozi katerega je ustanovljena država na bistveno drugačnih premisah kot tiste, ki so bile v kraljevini. In to se mi zdi zelo pomembno. Kontinuiteta je seveda pomembna, verjetno Jugoslavije brez kraljevine precej zanesljivo ne bi bilo, ampak kraljevina je bila država blaznih disparitet, ekonomsko gledano, država, kjer tudi za razliko od tistih delov, ki so bili pod Avstro-Ogrsko, je nepismenost bila 90%. Jugoslavija je v tem smislu bila zelo drugačna. Zdaj, zakaj ni uspelo? Mislim, moramo gledati to tudi v nekem širšem trajektoriju. Jugoslavija je bila socialistična država. Ta globalna ureditev, v kateri je socializem kot politični projekt imel svoje globalno mesto, je se je končal. Končal se je leta bolj manj 89. Tako da zelo težko bi Jugoslavija obstala taka, kot je bila. Lahko se je in super bi bilo, da se je preoblikovalo v nekaj drugega. Ampak ne znam odgovoriti, kaj bi to pomenilo za suverenost, za mednarodni položaj, za tudi notranje odnose, za ekonomske enakosti ali neenakosti, koliko bi lahko ohranila tisto, kar je imela v globalni situaciji, v kateri za to je ostalo zelo malo prostora. Ja. Bi pa na nek način bi bila večja država, mogoče v tem smislu, sam ne vem. Mislim, to zdaj midva lahko špekulirava. Ampak to, da se je zadeva končala zgodovinsko gledano relativno hitro, če gledamo, mislim, države, ki obstajajo stoletja in stoletja, je to res kratko obdobje. To pa ne, mislim,
da ne smemo zaradi tega vzeti privilegija in reči, to je tako vse propadlo in ne nazadnje je to izkušnja, tudi politična izkušnja večine, kar nekaj generacij državljanov na teh prostorih in z mojega vidika to, kar je na teh prostorih res še vedno dobro, je v glavnem dediščina jugoslovanskega socializma. In moje neskončno spoštovanje za slovensko družbo gre prav v to smer, da se je zelo borila in se še vedno bori ohraniti določene pridobitve iz časa socializma. Recimo relativno egalitarnost, javni prostor, javno šolstvo, to, kar sva že govorila, da otroci skupaj hodijo v šolo in ne segregirani na podlagi predvsem razrednih položajev. Socialno mobilnost, še vedno dostopnost javnega zdravstva. Vemo, kje smo, ampak... Ja, se strinjam. Ja. Kaj pa lahko rečemo o tej nostalgiji, ki jo imajo ljudje do te države? Ne? Sej to vedno, ko se s kakšnimi starejšimi pogovarjam, ne čisto vedno, ampak 90% časa imajo nostalgijo do prejšnjega sistema in države. In se mi zdi, da je to tudi, veliko danes govorimo o človeški naravi, ne vem zakaj, ampak se mi zdi, da je to tudi del človeške narave, da preteklost poveličujemo, da preteklost olepšujemo, bili smo mlajši, ne vidimo čist točno, kako je bilo, pa težko je primerjati zdajšnji čas pa prejšnji čas med sabo, ko gre za drugačen svet. Kaj lahko o tem rečemo? Ja, to je ena res pomembnih zadev. Dejansko jo tudi lahko umestiva v enako debato, ko smo imeli o nekih drugih teh zadevah, ki smo jih povezali dejansko s človeško naravo, ampak je nekaj posebnega, ko gre za nostalgijo po socializmu, tudi kako jo obravnavamo in razumemo. Ker to je daleč od tega, da so samo ljudje v bivših socialističnih državah nostalgični do svoje preteklosti. Vsi so. V drugih prostorih pa se nekako ta nostalgija lažje sprejme kot nekaj naravnega. Ne vem, če si nostalgičen po, imperialnih časih v Veliki Britaniji. Ja. Ljudje vidijo v tem kontinuiteto. Tukaj pa je veliko manj kontinuitete. Ta prelom, ki se je zgodil, na nek način to nostalgijo naredi problematično. Drugo pa pomembno vprašanje, na katerem jaz vedno vztrajam, je, koliko smo pripravljeni resno poslušati, kaj te ljudje imajo za povedati. Se strinjam, to vse drži, tako kot ste rekli. To tudi lahko pripišemo spominom na JLA. Fantje so bili mladi, nič njimi ni bilo težko. Pozabili so vse, kar je bilo slabo, seveda, marsikaj pa je. Hitro bi lahko pa cenzuro sva imela, to sem mogoče še pozabil, Zdaj primerja ta čas, kjer vse informacije prihajajo do nas, večina, z nekim časom, kjer si v nekem balončku informacij, ki ti jih diktira vrh države, to je težko primerjati. Se bomo na to vrnili. Ja. Ampak ti ljudje, ko ste rekli, da pogosto slišite zlasti od starejših, kako je takrat bilo dobro. Ampak kaj oni omenjajo? Oni dejansko omenjajo tisto, kar sem kar naštela jaz, bolj ali manj. Pa ekonomske stvari. Ja. Ekonomsko se stvari bile boljše. Za večino ljudi so, vse se opravičujem. So. Ja, to je tako. Treba definirati, tako je. Kaj pomeni. In to je zdaj dejansko konec socializma pomeni tudi v tem smislu, socializem se ni končal sam zato, ker globalno je moralo priti do tega. Tudi mi, državljani, mogoče ne mi dva, jaz sem tudi dovolj mlada, da nisem mogla biti akter teh procesov, vi pa sploh, ampak državljani socialističnih držav so v nekem trenutku vseeno
se odločili za drugi model. Ta model, ki je imel tako privlačnost. In to je zelo blizu je to temu ameriškemu snu. Ne? Če si dovolj dober, če se res potrudiš, boš imel ogromno. In ne bo uravnilovka, ker ti ne moreš svojih kapacitet. In vsak sebe itek precenjuje. To pa sploh, ampak... Meritokracija je neka ideja taka, ne? Tako, ampak s tem tudi kupiš to, da hočemo živeti v družbi družbenih neenakosti. Tudi to, da eni bojo kupičili blazno pač premoženje, med tem, kot drugi bojo komaj shajali. V socializmu so se ljudje zavestno odločili za drugi model in nekaj časa živeli z njim. Ja, niso vsi imeli veliko. Večina res ni imela veliko, ampak redko kdo ni imel nič. Aha, ja. Sej danes tudi redko kdo ima nič, ne? Zdaj mora definirati nič, ampak... Tako, in odvisno kje. Tukaj se strinjam. Noben ne umre od lakote, tako recimo. Je. Tukaj strinjam se, ampak poglejmo, ne vem, če greva mi zdaj v Bosno ali Srbijo, malo drugače izgleda ta zgodba. Absolutno. Bolj kot greva na jug, pa greva lahko še čez Sredozemsko morje, pa je spet druga zgodba. In jaz mislim, Srbija ni revna država. Srbija je izjemno bogata, tam je ogromno denarja. Sam, kako se ta denar kanalizira, to je problem. To sem vas sam želel vprašati, ker ste rekli, ljudje so si izbrali sistem. Kateri sistem ste imeli v mislih? Prehod iz socializma v kapitalizem? Ja, izbrali so kapitalizem kot model. In to je tudi zavestna odločitev, ne rečem vseh, seveda, ampak je bil nek konsenzus, da je tako boljš. Ja. Večina sveta. To mogoče ima predih svobode, ampak jaz tudi ne bi rekla, da ljudje svojih kapacitet niso mogli realizirati v socializmu. Sam je družbeni dogovor bil zelo drugačen, znotraj katerih okvirjev se to dogaja. In to, o čem ljudje danes govorijo, je, ko jih označimo za nostalgike, ponavadi dejansko kaže na drugačne možnosti družbenega dogovora. In mislim, da to moramo jemati resno. Ker mi smo, strinjam se, mladi, starejši ljudje iz svojih izkušenj rečejo danes, bilo je boljš, bili smo bolj varni, imeli smo več, lahko smo potovali, karkoli so te zgodbe, saj jih vsi poznamo, ki jih takoj rečemo, to so ti nostalgiki. Ampak... Ja, zato, ker mi istočasno rečejo, da so v Trst hodili po džinske, ne? So, seveda, ja. Ampak to pol ne gre danes je džinske takole, se dobi za 10 evrov, po moje sam hodam 5 minut iz kjerkoli točke v Sloveniji, ne? Ampak se to ima še svoje druge probleme, ampak se mi zdi, da to nekako damo na stran, ne? In pol je debata zelo kaotična, ne? Ker mogoče je bilo dobro, usedli smo se v avto, prijatelji, in smo šli v Trst po džinske in je bila izkušnja res lepa, ne? Tega. Ampak nismo jih pa imeli. Imamo tudi druge zgodbe. Mislim, če ostanemo v tej domeni konzumerizma oziroma povezanosti z neko globalno imaginacijo modernosti tega časa, naprimer džins. Jugo avto. To ni dober avto, tako racionalno, če pogledamo. Ne, ampak ga je večina ljudi lahko imela. Zdaj in smo ga proizvajali. Ja, marsikaj, mislim, ampak recimo ena stvar je Trst in džins, druga stvar je naprimer to, ko ljudje rečejo, plošče smo dobivali iz Londona. Smo sam napisal si, ne vem niti kako so naročili, zdaj se več ne spomnim, ampak si lahko dobil plošče iz Londona. Ja, mogoče jih nisi imel v svoji trgovini tukaj, ampak nisi jih imel niti v vsaki trgovini v Avstriji, točno te, ki jih želiš. Tudi danes naročaš prek interneta marsikaj, pa niti te ne zanima, odkot pride. Svet se je spremenil, to ni vprašanje, ampak bistveno tle vprašanje je res, ali imam džins v vsaki trgovini okoli svojega stanovanja in koliko kavbojk imam v svoji omari, ali to res nas definira politično in imaginacijsko, ali to res odgovarja na vprašanje, v kakšni družbi hočemo živeti.
Ja, zato je treba ločiti ekonomsko debato, pa biti racionalen, pa nečustven, pa debato ločiti na izpopolnjenost, smisel, srečo, povezanost, medsebojne odnose. Ampak jaz mislim, če to dvoje začnemo mešati. Jaz mislim, da mi dva tega ne moreva ločiti, ker, kako bi rekla, Ne. mislim, jugoslovanska ekonomija je tudi nekaj, na kar je treba resno gledati. Ja, niso to bili najboljši avtomobili, ampak marsikaj, kar je Jugoslavija proizvajala, je bilo zelo dobro. To niso bili najboljši avtomobili. Jaz niti ne vem, recimo, so pa bili tudi neko orodje emancipacije. Ti slabi, poceni avtomobili so pogosto bili prvi avtomobili, ki jih je marsikatera družina v zgodovini Jugoslavije dobila. Moja mama je kupila leta, mislim, da, ne vem, 78 svoj prvi avto, s katerim smo naslednje leto šli v Grčijo, na morje. Mi dve, moj oče ni hotel iti na morje. Kateri avto je to bil? Fiča, seveda. In cela družina od moje tete. Mi smo se vsi stlačili v tega fičkota, ne vem kako. Sploh ne vem kako. Ampak mi smo šli na... In ne rečem jaz, da je to nekaj zdaj super. Ampak to moramo gledati tudi v praksah tega časa. Ja. In ali smo takrat imeli ta avto, kakšen Američan pa je mogoče imel nekega suva že takrat. A jaz hočem danes imeti suva? Ne, hvala. Zlasti pa nočem živeti tako, kako živi ta Američan. Tako da, ampak po drugi strani, ta jugoslovanska družba je imela svojo ekonomijo, ki je v marsičem bila zelo v redu, in temu se mi tudi danes vračamo. Če pogledate, ogromno je dokumentarcev, ki govorijo, recimo glih par dni nazaj sem gledala dokumentarc o Energo Investu, sarajevskem podjetju, ki je bilo globalni koncern. Da ne govorim, mislim, marsikaj je takega, ki se najde v tej zgodovini. Recimo, ker mi zelo hitro tu kupimo skupaj z tem, da smo hodili v Trst po kavbojki, kupimo zgodbo. Vse, kar je proizvalo, je bilo nekakovostno, sivo, dolgčasno. Ne, manj izbire je bilo, to sem želel. Manj izbire je bilo, ampak globalno je bilo manj izbire. Sploh nismo živeli v takem svetu. To je res. Eno izmed današnjih naših problemov je to, da mi ustvarjamo toliko presežka materialnega v smislu smeti, da to, jaz ne vem, kam nas to bo pripeljalo. Zgodba o izvozu smeti bi nas morala zanimati. To je simptom našega časa. Slovenija izvaža smeti. Mi smo neka super zelena država. Mi izvažamo smeti v Albanijo. In marsikje drugje. In to, kako bi rekla, sama dostopnost stvari, mislim, da ni dovolj, da nas kakorkoli politično definira. Rekla sem, da se na nekaj bom vrnila. Bilo mi je zelo pomembno, kaj ste rekli, ampak zdaj se ne morem. Kar sem jaz rekel. Rekla sem, na to se bomo še vrnili. Ja, govorila sem o džinskah, pa nostalgiji sva govorila na splošno. Ja. Ne, hočem reči, če pogledamo malo recimo zdaj to kulturno produkcijo, ne gre samo za te stare ljudi, ki se pač spomnijo nekih drugih časov, nekritično. Imamo zelo kritično vračanje na nekaj, kar danes nam v glavnem izgleda kot science fiction. Kako so ljudje živeli, kaj so proizvajali, kako so se borili za svoje mesto v svetu. In ta povratek ni zdaj stvar neke nostalgije, niti ni toliko krize kot take, je bolj stvar tega, da res rabimo alternativo temu divjemu, predatorskemu kapitalizmu, v katerem je vse dostopno, ampak po kakšno ceno. Ja, se strinjam. Kakšne aspekte pa bi lahko vzeli iz prejšnje ureditve in jih prenesli v ta svet? Ja, to smo glih par dni nazaj, sem bila na neki debati v Beogradu, v Muzeju Jugoslavije, in smo se o tem pogovarjali. In je vedno vprašanje, koliko je stvar ideološka, recimo, ko se zaničuje vsa ta dediščina socializma. In ta boj v Srbiji je seveda zelo trenutno tak dramatičen, skupaj z vsemi ostalimi boji, ki jih ljudje tam bojujejo te dni. Ampak recimo boj za ohranitev stavbe generalštaba,
te velike stavbe, ki so jo zbombardirali med tem NATO bombardiranjem in jo je Vučić hotel podariti ali prodati za, ne vem, €1 ali kakor že temu zetu od Trumpa, da zgradi blazno moderni hotel. In se ljudje protiv tega bojujejo, to je tudi spomenik kulturne dediščine. Enako gre za stavbo razstavišča Sajam, ki je zgrajena v socializmu in je tudi glede na gradbeno način, kako je zgrajena, spomenik kulturne dediščine, ki ga hočejo zdaj zrušiti in razširiti Beograd na vodi na tudi to območje. In smo se pogovarjali o tem, koliko je ta boj ideološki, koliko pa ga moramo obravnavati znotraj kapitalizma. In jaz mislim, da teh stvari ne moremo ločiti. In ključno vprašanje za nas je, kaj lahko naredimo. In nekdo je rekel v tej debati, mi bi morali se boriti za te aspekte države blaginje, ki jih poznamo iz jugoslovanskega socializma, in jih ohraniti in vključiti v naše pač očitno kapitalistično našo kapitalistično družbo, v kateri danes živimo. Katere stvari bi to bile? To je socialna varnost, to je javno zdravstvo, to je ohranitev javnega prostora, ohranitev institucij, to, kar prepoznamo kot dobro tudi sicer. Problem pa je, da to ne gre skupaj, da oblika kapitalizma, v kakšni živimo mi danes, ne tolerira tovrstnih zadev. Država blaginje v tem kapitalizmu ni nekaj, kar je enostavno zagovarjati. In to občutimo tle, v manjši meri seveda, še vedno potekajo boji za javno zdravstvo, za javno šolstvo, to smo, se mi zdi, vseeno na boljšem kot marsikje druge, še vedno. Ampak marsikje je ta proces praktično zaključen. Ja, v Srbiji se ne moreš zanesti na to, da znotraj javnega zdravstva boš dobil to, kar rabiš, če zboliš. Sploh. Nihče. Ja. Se kakorkoli gledamo družbe po svetu, pa države, ki prosperirajo, pa države, ki ne prosperirajo, v ozadju je vedno zelo močen aspekt tega, kako koruptivna je država. Ne? Ker tukaj se vse začne in potem se to zliva na sisteme, ki jih lahko določimo pola delajo dobro ali ne. In zdaj lahko mi davkov ful poberemo, ampak če se ne zlije to nazaj do ljudi, nismo nič naredili. In se mi zdi, da ima Srbija tudi po teh lestvicah velik problem tukaj, ne? In v družbi je treba to kulturo dvigovati. Ki pa pride skupaj z zaupanjem do države pa sistemov in pol je vse povezano. Ne? Tako je. To je zaprt krog. Ja. Moraš se pa proti temu boriti, ker na koncu dneva... Ker če to razumem, to je argument teh študentov glavni. Absolutno. Ja. In to je absolutno ključni argument in mora biti, da ti moraš spremeniti nek sistem v temelju in ne gre za enega človeka, ki, kot oni sami rečejo, za marsikaj tukaj sploh ni, to ni njegova domena, ni nadležen. Ne gre za Vučića, sploh ne gre zanj. To pa je družba, ki zdaj funkcionira tako, da je on ustvaril sistem, kjer izgleda, da je on odgovoren za vse, da vse odvisi od njega in on se tu tako obnaša. Zelo je velik problem, ko pride družba do situacije, da je država največji sovražnik svojim državljanom. In tu se je res težko boriti. In potem se ljudje zatekajo v alternativne, v osnovi koruptivne metode, ker nimajo drugih. Če tebe država targetira, in to zdaj je na primer tako, da ne vem, državno podjetje za elektriko, nalašč targetira najbolj revne, na primer upokojence, ki imajo svojo pokojnino, in jim pol jih obtoži, da so kradli elektriko, na primer. In oni nimajo načina dokazati, da to ni tako. In pol dobesedno jim država vzame pokojnino. In s tem polni proračun. In to je že dokazano.
Kaj pa tem ljudem ostane? Lahko se borijo samo tako, da če koga poznajo, da jim pomaga znotraj tega sistema. In to je zelo koruptivno, ampak moramo razumeti, da druge opcije ni. Če je država tvoj sovražnik, če te država napada. In ta zaprti krog je zelo, zelo težko razbiti. Kako pa gledate na prejšnjega vodjo države, recimo Tita, ne? Ker to so pa zelo zanimivi sistemi. Ne? Jaz sem tudi nekaj časa živel na Kitajskem in je tako, če ti nimaš dostopa do informacij ali pa pravih informacij, resničnih informacij, boš na celotno stvar gledal popačeno. Spomnila sem se, na kar se moramo vrniti. Ne bomo pozabili na Tita, ne bomo. Ampak dajmo se malo pogovoriti o dostopu informacijam. Jaz se ne strinjam, da v družbi, kot je bila jugoslovanska, ni bilo dostopa do informacij, da so bile zelo centralizirane, da je bila ogromna cenzura in da je bilo zelo filtrirano, kaj pride do ljudi. Ampak lahko dam sam en primer. Recimo, dajte mi povedati, kaj bi se zgodilo, če jaz kot novinar v Jugoslaviji recimo, da vidim, da Tito krade. Da se menijo s svojimi pajdaši, gradijo nek most, v svoje žepe si dajo in v švicarske franke v bistvu denar dajo. Ne? In jaz to napišem kot zgodbo. To ni bilo možno takrat. Jaz mislim, brez posledic osebnih zame. Verjetno imate prav. Jaz lahko samo moramo malo vseeno bolj zakomplicirati celo zgodbo. Prvo, to je zdaj ena taka zelo straightforward. Jaz bi lahko rekla, Tito ni kradel. Te kraje se niso na ta način dogajale. Ljudje so pa bili... Moj point je, da ne vemo. Ne vemo. In tudi, če bi se dogajalo, midva zdaj ne veva, midva mogoče tega ne bi dobila mogoče ne bi dobila, ampak prvo, če vi greste v arhive, ali če greste gledat karkoli iz časa jugoslovanskega socializma, to je bila ena izjemno do sebe kritična družba. Zelo nasprotno od tega, kako ponavadi razumemo ali si predstavljamo socialistične države in sisteme, da so vsi delali, da je vse perfektno, da je dejansko bilo daleč od tega. Ne, če vi greste, mi raziskovalci dobesedno moramo znati ločiti tu, kaj od te kritike je bil nek del političnega stališča, da je zelo pomembno kritizirati, ker tako družbo naredimo boljšo, kaj pa je res refleksija nekega dejanskega stanja, ki se kritizira, ker je kritika bila vse splošna, povsod. Vsi so se na nekaj pretoževali, vsi so zahtevali, da je nekaj boljš. Dober tak primer je recimo, da je Vroči kaj, erotski časopis, slovenski, imel rubriko pisma bralcev in tu so pa ljudje pisali, kako je ta dobil stanovanje, jaz pa ne. Torej, ni bilo platforme, kjer ljudje niso mogli izražati svojega mnenja in kazati na to, kar je narobe v družbi. Od, teh, kako se to reče, teh hišnih svetov do CK-ja. V vseh možnih časopisih. Da ne govorimo o teh tovarniških svetih, tovarniških časopisih. Mi danes lahko rečemo, vse informacije so dostopne. Jaz nisem zelo vesela s tem, kako izgleda medijski prostor v tem. Prvo niso točno to, niso vse dostopne. Drugo, lahko vprašam, jaz zdaj isto vprašanje. Vi zdaj odkrijete, da predsednik vlade? Naprimer, predsednik vlade ali župan, ne bom zdaj sploh, da ne bi preveč konkretizirali hipotetično zgodbe. Pač. Zelo hipotetično, da nekdo dela nekaj netransparentnega in da nek denar odhaja, kamor ne bi smel. Vi to lahko napišete. In kaj se bo zgodilo? Ništa. Jaz se ne bi strinjal, zato ker imam tudi primere, s kom sem se pogovarjal z nekom iz politike tukaj
in je rekel za oddajo Tarča, če jo poznate na... Poznam. Ma veliko krat, mogoče celo preveč vpliva na stvari, ki jih oni v prispevke dajo ali pa tematike, ki jih imajo. Ne. Močno veliko vpliv imajo na politiko in dogajanje. Ne. In v bistvu se politiki bojijo novinarjev, ali pa v bistvu te dotične oddaje. In jaz mislim, da je mal prav, da je tako v družbi. Jaz mislim, da je tako zelo prav. Alternativa je grozljivka. Jaz mislim, da je tako zelo prav. To je tudi smisel novinarskega poklica. Zakaj imamo novinarstvo, če ne za to? Ali katerikoli drugi mediji? Jaz mislim, tu lahko gremo tudi v to debato. Čemu služi zdaj ta pogovor? A se mi kar tako pogovarjava, ali imamo neko odgovornost tudi do javnega prostora? In to je vsak, ki stopa v javni prostor prek kateregakoli medija, in danes je ta možnost, te možnosti so neskončne, bi še kakor moral razmišljati o tej odgovornosti. Ja, sem da vidva, o čem mi dva debatirava zdaj. Govoriva o tem, da zdaj lahko kdorkoli plasira informacije ven, lahko. Ampak mora imeti odgovornost. To se strinjam. Druga debata je pa, govorim o družbi, kjer mi dva ne bi smela tega zdaj početi. To je zelo slabša družba v tem aspektu. Ne, to je definitivno slabša, ampak jaz ne vidim, kjer v Jugoslaviji ljudje niso nekaj smeli početi. V tem smislu. Prvo, na to se tu lahko vrnemo. Okay. Ja, to so tudi standardne stvari. Jaz se strinjam, Goli otok je problem. Poboji so problem. Ampak mi to moramo tudi politično kontekstualizirati. Za Goli otok jaz vedno rečem, dajmo se spomniti, kdo je, tam je bil marsikdo, bili so tudi zelo nedolžni ljudje, zelo pogosto po naključju, ampak dejansko Goli otok je ustvarjen za komuniste, tam so dali svoje najboljše. Ja. Torej, Goli otok ni bil ustvarjen za sovražnike, v smislu ne komuniste. Sam politične sovražnike. Ja, ampak dejansko so na Golem otoku končali največji komunisti. In to nekaj pove tudi o tej družbi in tej državi in tem sistemu. Daleč od tega, da mislim, da je to okej. Nobena taka stvar ne more biti okej. Ampak ne moremo moramo malo stvari kontekstualizirati. Tudi moramo razmišljati o res prekarni situaciji, v kateri je bila Jugoslavija kot država. Socialistična država, ki je bila med Avstrijo in Italijo, za katero bi vsi globalno od meje naprej raje videli, da ne pripada, kamor pripada. Pol pa je nehala tudi pripadati vzhodnemu bloku in dobila ogromnega sovražnika tudi z te strani. In zdaj, da so v tem trenutku naredili nekaj, kar seveda se oba strinjava, da ni okej. Večji problem jaz imam z tem, da mi zdaj živimo v sistemu, ki ga veliko lažje se strinjamo, da ni okej. Težko bi ga zamenjala medva za kaj drugega, tudi verjetno osebno, ker nam je okej, ne? Ampak globalno gledano mi živimo v sistemu, ki ima Guantanamo, in nešteto takih ustanov, kjer ljudje danes dobesedno poberejo na ulici in pošljajo v kakšen zapor v Južno Ameriko. In o tem se pa nikoli ne bo razmišljalo v kategorijah, kako povezujemo gulage z socializmom. Pa jaz ne vidim neke razlike. Pa, da ne govorimo o drugih problemih današnje globalne družbe, ki jaz mislim, da svet skoraj da nikoli ni bil slabši. Mislim, upam, da nismo v letu 33, ampak ne vem, koliko smo daleč od te situacije. Ampak vrnimo se malo na medije. Vsaka tovarna v Jugoslaviji je imela svoj časopis. A je danes sploh predstavljivo, da ljudje, ki delajo v neki tovarni, imajo časopis? Ne, ker so oni doživljeni čisto drugače. Noben za to ne bo zapravljal. V Srbiji ljudje delajo v plenicah, ker nimajo časa iti na WC. Kakšen časopis? Torej, mislim, da je pomembno razumeti znotraj nekih širših zgodovinskih okoliščin, kaj je res bilo možno in narejeno. In jaz mislim, da seveda so te informacije bile drugačne, ampak bile so povsod. Saj
Moj oče v mestu Svetozarevo v Srbiji je vsako jutro šel in kupil Politiko, Novosti, Politiko Ekspres, enkrat na teden ilustrovano Politiko. Ja, seveda je to bilo vse centralizirano. Seveda so prihajale informacije na določen način, ampak a je bilo drugačne takrat v Londonu za nekoga, ki gre ven in kupi 3 časopise? Ja, bilo je drugače v smislu, da laboristična pa druga partija zelo drugače sporočajo in imajo verjetno tudi svoja glasila, ki ponujajo zelo različne verzije stvari, ampak dejansko ta oseba bo brala to, kar je njej blizu. Ne bo, kako bi rekla, v tem zgodovinskem trenutku je ekonomija proizvajanja medijskih vsebin bila zelo drugačna kot po momentu, ko se je pojavil internet. In to moramo upoštevati. In glede na to, res količina različnih kanalov v Jugoslaviji je bila res impresivna. In mislim, da to moramo nekako priznati, da ta ideja, ljudje so dobivali samo določene informacije, ne vem zakaj. Lahko dam primer ali pa vprašanje, če vam postavim. Kakšna je brezposelnost zdaj na Kitajskem? Stopnja? Verjetno zelo majhna, ali tako pravijo. Ne vem, verjetno bom. Ampak, a bi se strinjala midva, da ne morava dobiti te zanesljive informacije? Ne morajo, sam, kako bi rekla? Ali pa BDP rast, ali pa koliko RMB-ev se naprinta, recimo kakšna je inflacija realna na Kitajskem, ne? Moj v bistvu argument tukaj je, da fundamentalne metrike, ki niso po godu vladajočega, ki ima tako moč nad informacijami, ne bojo prišle do ljudstva, ne? In težko je pol sploh operirati ali pa delati odločitve v družbi, če živimo v taki. Ja, sama jugoslovanska družba se je toliko ukvarjala s sabo. Toliko, da to je včasih res neobvladljivo. In mi, če gledamo, jugoslovanska socialistična družba ne rabi zunanjih kritikov ali nas, ki gledamo za nazaj, ko imamo ta privilegij, da vemo, kako so se stvari končale. Je bila toliko kritična, da je danes to nepredstavljivo. In prisotnost v javni sferi. Mi zdaj lahko rečemo, jaz se recimo zadnje čase ukvarjam na prvem mestu zgodovino te masovne produkcije stripov v Jugoslaviji, ampak je dejansko ta zgodba se ne more ločiti od širše zgodbe, kako so izgledali mediji. In če vi pogledate nek šolski časopis, prepričana sem, da je isto bilo tle, jaz zdaj sem zelo listala te, ki so jih proizvajale Dečje novine, naprimer v Gornjem Milanovcu. In ideja, kako so ti otroci sodelovali v javnem prostoru, je nekaj, kar je meni fascinantno. Danes otroci na ta način ne morejo, čeprav izgleda veliko bolj demokratično, ker vsak dan sodelujejo v javnem prostoru. Ampak ti otroci so prvo v Dečjih novinah od samega začetka so imeli nekaj, kar so imenovali šolske redakcije, torej otroke, osnovce in srednješolce, ki so delali, ki so sami sodelovali v oblikovanju teh časopisov. Potem pa vsi ostali pošiljali pisma, svoje eseje, sodelovali, ogromno teh različnih tekmovanj je bilo za, ne vem, napiši najboljši esej o tem in tem, posnami fotografijo, naredi film. Torej, neki natečaji. Ogromno natečajev, ogromno pisem bralcev, ki niso bili samo to pisma bralcev na eni strani, ampak so bili legitimni način, kako sodelovati v ustvarjanju teh vsebin. To je res, ja. To je bil veliko bolj političen način sodelovanja v javni sferi za mlade ljudi, kot je karkoli danes Instagrami, TikTok in vse ostalo, ki jim ponuja ta kanal. In ne moremo reči, da je njim nekaj sam servirano, da jih je neko skozi ideologiziral. To enostavno ni res. Tako da mislim, da je pomembno to upoštevati tudi, ko razmišljamo o tem. In dejstvo, da je to vseeno nek drugi čas, ki ga ne moremo primerjati z današnjim. Danes smo tle, ker smo med drugim tudi zato, ker se je v tej na videz vsem enako dostopni javni sferi
totalno izgubila meja med resnico in neresnico. In ne samo, da se je izgubila, je generiranje neresnic postalo najbolj močno politično orožje. Tu smo danes. Tako da jaz ne vidim, koliko je to super, da je vsem vse dostopno. Ja, se strinjam. Mislim, da rabimo, daleč od tega, da zagovarjam neko cenzuro ali centraliziranje, ampak ja, politike mora skrbeti, kaj imajo novinarji za povedati. Čemu sicer novinarstvo? Ja. To je ta konstanten pritisk na vladajoče. Ja, absolutno. Ja, in mogoče sem samo hotel reči, da v teh družbah je manj tega pritiska, ali pa ga ni. Manj je tega, ampak vrnimo se na to, da smo imeli samo upravljanje. Kdo je bil vladajoči tle? Ja, seveda so bili ljudje, ki so imeli večjo neko izvršno oblast, ampak tudi ta oblast ni bila čisto ločena od kanalov, v katerih so sodelovali delavci, državljani in tako naprej. Govorimo o nekem drugem sistemu, ne moremo zdaj reči, to so si tak sam delali. Jaz mislim, da se niso samo delali. Tako da, ampak vrnimo se na Tita. Ja, to so drugačni sistemi. Sistem, kjer imamo eno figuro, v kateri je koncentrirana ogromna moč, seveda niso najbolj zaželeni sistemi. Jaz jih sama ne bi podpirala kot take. Moramo pa razumeti neko genealogijo te zgodbe znotraj konkretne zgodovine Jugoslavije. In jaz sem se sama s tem ukvarjala, ko sem šla gledati. Mislim, naredila sem v svojem življenju ogromno pogovorov in intervjujem z različnimi ljudmi, tudi z ljudmi v različnih tovarnah, ker ena izmed mojih velikih tem je tudi ta industrializacija in posledična deindustrializacija in njene družbene in tudi politične posledice na teh prostorih. In pol, ko se vi pogovarjate z nekom, on reče, Tito nam je izgradil fabrike, ali Tito nam je zgradil tovarne. Vsi smo delali, šli smo na delovne akcije. Jaz mislim, da moramo resno razmišljati o tem, kaj tle pomeni Tito. To ne pomeni, da je to on zdaj bil nek diktator, ki je ukazoval, se bo delalo to in delalo to in delalo to. Ker v takem zaporedju stavkov vidimo, da se ljudje z njim identificirajo. Danes identifikacije z totalitarnimi voditelji na teh prostorih, kot je recimo Vučić, sploh ne more biti. Ampak so oni rekli, Tito nam je, so v bistvu mislili, država nam je. Ampak v naslednjem stavku reče, mi smo delali. On je bil simbol države, ampak on je bil tudi simbol same družbe. In to se lahko seveda hitro bere v tem nekem totalitarnem ključu, paternalizma, tem, da navadni ljudje rabijo veliko figuro voditelja. Ampak mislim, da je zgodba veliko bolj kompleksna. Kako pa? V tem smislu, da tudi marsikdo danes reče, da je prostor, ki ga je imel za delovanje v socializmu, bil veliko večji, kot ga ima danes. Čeprav mi nekako avtomatično sklepamo, da bi moralo biti obratno. V tem smislu. Ja. Ker ni dovolj, mislim, nominalno na demokracija, v kateri ljudje imajo kanale za delovanje, ne omogoča vedno tega delovanja. To je dejstvo. A mislite, da je večina ljudi podpirala Tita v času njegovega vladanja? Mislim, po vaših? Ja. Mislim, da je. Ker to ni bila družba, kjer bi sicer stvari funkcionirale, če ogromna večina tega ne bi podpirala. Mislim, nekje bi se to videlo. Na vseh teh neskončnih sestankih so ljudje marsikaj govorili. Nekdo bi tudi ogromno o tem govoril, ne nazadnje. To se ne bi moglo preprečiti. Da. Ampak ta ideja, mislim, v tem času je Tito bil neka figura in je seveda imel ogromno moč
Ampak Tito ni bil nek vsemogoči akter vseh možnih procesov. In tudi mu na pamet ni padlo, da bi bil. In tudi mi danes tega imamo bolj pogosto. Ideja, da človek, ki je na oblasti, drži stvari pod kontrolo, je populistična ideja, ki danes tudi ima veliko priljubljenost. Spomnimo se momenta, ko je ljubljanski župan podprl Vučića. S pismom z glavo mestne občine Ljubljana. In pol se zagovarjal, da je Vučić njegov prijatelj in da je on to naredil osebno. To je človek, ki v politiki ne ločuje osebno od javnega. In tako tudi funkcionira in to je problem. In tega ne bi smeli imeti. Jugoslavija je bila zelo kompleksna družba, samoupravna družba z blazno kompleksnimi mehanizmi odločanja. In seveda, če je Tito nekaj zelo hotel, je verjetno to tudi narejeno. Ampak ta človek ni sam sedel in kazoval, kateri vrtec bojo naredili v kateri občini. Ali ne vem. Je pa to moment, ki se hitro prilepi na vsak socializem. Zdaj imamo velike te debate, po eni strani veliko navdušenje globalno nad jugoslovanskimi modernističnimi spomeniki. Temi velikimi, abstraktnimi, ki izgledajo, tako jih tudi pogosto razumejo in interpretirajo, kot da so kot neke vesoljske ladje iz nekega znanstveno-fantastičnega filma. In če berete v angleščini medijske članke o teh spomenikih, ker so kar nekaj pozornosti že privabili, vedno rečejo, Tito je ukazal, da se zgradijo, ali Tito jih je naročil. In to marsikdo od mojih kolegov, arhitektov, se res bori, da pokaže, da to ni res. Da so mehanizmi, kako se je odločalo o tem, kaj bo kje razgrajeno, bili zelo od spodaj skozi zelo kompleksne infrastrukture in strukture odločanja. Da nikakor niso ta ideja, Tito je nekaj ukazoval in se je pol delalo, da to je zelo daleč od resnice. To je ena stvar, druga stvar pa marsikaj v današnjih demokratičnih družbah, kjer naj bi imeli institucije, ustanove in strukture odločanja jasno definirane, marsikaj poteka točno tako, da nekdo se nekaj zmeni, nekaj odloči in ga imamo kot dobrega politika, ker ima stvari pod kontrolo. Kaj pa mislite, da je razlog, da se zdaj v svetu, pa ne bi sam rekel tukaj, ampak globalno se ta ideja socializma spet prihaja na površje zelo močno, sploh med mlajšo populacijo, ki pa niso imeli izkušnje dejansko živeti v socialistični državi. Opazite to? Vidite to tudi v Ameriki, zdaj ta newyorški. To je zelo zanimiv trend, ki se mi zdi, da je nevaren. To osebno jaz mislim. A mi lahko razložite, zakaj mislite, da je nevaren? Zato, ker poenostavlja realnost. In v bistvu, če mi dva vprašava veliko množico ljudi, kdo želi imeti več, bojo vsi dvignili roke. Če pa vprašava, kdo bo sprejel več odgovornosti, pa dal več, bo teh rok manj. In se mi zdi, da politični sistem, ki temelji na obljubah, pa na lepih, pravičnih narativah, ima prednost pred realnimi narativami. In tukaj je pa mogoče še en aspekt, ki je še dodaten. Ljudje zelo težko planiramo na dolgi rok. Mi bi radi zdaj, takoj, več zase. In izvolili bomo tega, ki bo to obljubil. Tako. A katera politična opcija v kampanji ne obljublja več takoj za vse? Mislim, katera ne temelji na obljubah, ki jih potem sploh ne da jih ne uresniči, se jih niti ne spomni. Živimo v svetu, kjer že zdavnaj to, kar obljubiš, te ne zavezuje. To, kar prebereva midva zdaj, kar bo prebirala naslednje leto do volitvah na billboardih po Sloveniji,
mi vsi vemo, da to imamo že nek družbeni konsens, ne da se to ne bo zgodilo, ampak da niti ni treba pričakovati, da se bo. Ampak vseeno to beremo z upanjem in glasujemo z upanjem. In ta mehanizem je splošni. In ne bi rekla, da ga desnica manj zlorablja. Absolutno se strinjam. Ja. To povečanje, in ne vem, zakaj bi, mislim, če se pogovarjamo o tem, kar se dogaja v New Yorku, to je res postalo mesto, ki je za New Yorčane, kjer je za New Yorčane nemogoče živeti, ker so segregacije tako velike, ker navadni ljudje, ki držijo to mesto in grejo vsak dan v službo z metrojem, dobesedno ne morejo več živeti. Ta človek obljublja, da se to bo spremenilo. In jaz mislim, da to je simptom nečesa, kar mislim, da se dogaja nasplošno. In nasplošno je kriza kapitalizma tako globoka, da je socializem izgleda kot neka realna obljuba. Nekaj, čemu se je treba obrniti. Zdaj, seveda, kaj od tega res bo, o tem se mi dva lahko pogovarjava tle do jutri, ampak to je treba vzeti prvo kot simptom resnega. Kapitalizem in kriza gresta skupaj. Za razliko od socializma, kjer lahko vsi iščemo, kaj je bilo narobe, v kapitalizmu nekako vsi sprejmemo, da je marsikaj narobe, ampak da tako mora biti. Da to pač ne gre drugače. Torej, že ideja, da se znotraj kapitalizma moramo boriti za drugačno ureditev, drugačne odnose, bolj pravične odnose, se nekako jemlje kot nelegitimna, ker to ni realni svet. Ne? To je celo vprašanje, kaj je realni svet. A je res realni svet to, kar imamo zdaj? A je to realni svet, ki ga hočemo pustiti svojim otrokom? Te mlade generacije, jaz imam 2 otroka, ki sta zdaj že praktično odrasla. Te generacije so resnično zaskrbljene za svojo prihodnost, ampak na neki elementarni, eksistencialni način. In to je tako strašno. In jaz mislim, da nek reset se mora zgoditi. Da ta status quo, ker midva zdaj bova ločevala odpadke in bova zelo ponosna in samovšečna, en pa se s privatnim letalom vsak dan vozi in to, kaj lahko ločuje celo Slovenijo, nič ne bo vplivalo na neko globalno stanje z globalnim segrevanjem. To je nek svet, v katerem mi živimo in na kar nas kapitalizem tudi spodbuja. Daj 5 evrov prek SMS-ov za bolnega otroka in se boš dobro počutil, ker si ti human. Ne, to ne sme tako funkcionirati. Sploh sistem, v katerem kdorkoli odvisi od dobre volje in moralnega občutka drugega premožnega ali bolj premožnega posameznika, je zelo narobe sistem. Tudi če malo omeji horizonte, obzorja možnega za mene kot posameznico, jaz bi raje imela manj, kot da življenje nekoga odvisi od mojega SMS-a. Kot od tega, da sploh živim v družbi, kjer je ideja, da tako lahko karkoli urejamo. To je nekako to, kar jaz vidim. Ja, socializem globalno postaja opcija, ker ljudje vidijo, da dolgoročno to, kako živimo zdaj, ni vzdržno. Ni vzdržno. Vi ste rekli, vsak hoče za sebe več zdaj, ampak jaz mislim, da ta globalni zdaj vznik socializma dejansko govori o nečem drugem. Da te mlajše generacije ne gledajo za sebe več zdaj, ampak za preživetje na dolgi rok, skupno. Ja, verjetno se ne strinjava tukaj. Recimo, če mlade zdaj poslušamo, govore o stanovanjski problematiki, to je debata o sebi. Jaz nimam stanovanja in želim si ga imeti. A lahko to debato prestavimo
v drugi diskurs, ki reče tako. In jaz mislim, da marsikateri mladi človek, zlasti ta, ki vidi socializem kot opcijo, se bo raje prepoznal v mojem stavku. In stavek je, stanovanje je človekova pravica. Vsi morajo imeti dostopa do stanovanja. V Ljubljani. Kjerkoli. Okay. V Ljubljani tudi. Ja. Zakaj ne? Jaz mislim, da tako generalno je po moje problem, zato ker človek, ki zagovarja socialistične ideje, bo vedno zmagal argument, ker bo moralno boljši izpadel. In jaz mislim, da pa bo bolj sočuten izpadel. In po moje se vsi strinjamo, da je dobro, da otroci ne umirajo zaradi bolezni, ki bi jih lahko preprečila. Jaz mislim, da bi čisto vsi to podpisala. In da vsi imajo dostojno življenje in da so srečni. Se mi zdi, da vsak od nas želi živeti v družbi, kjer je obkrožen s srečnimi ljudmi, ker bo to vplivalo na njegovo srečo. So različni načini, da to je dejansko cela stvar. Lahko sem zaključim to. Se pravi, ta del socialistične ideje bojo vedno zmagale argument, ampak v realnosti, zato ker sem rekel, realnost je pač kakršna je, ima fizikalne zakone, o tem sem govoril. Če nekomu damo več, moramo nekje drugje vzeti. In to, kar vzamemo, ima neke druge posledice. Jaz ne pravim, a je to dobro ali je slabo, malo moramo izravnati, ampak te ideje ne bodo preživele vakuma, ker ne živijo v vakumu, imajo posledice na širšo družbo. In ko gledamo zgodovino, pa socialistične ideje, so imele še ostale posledice zraven, ki so naredile celo stvar pol slabšo. Ja, ni nam treba iti v socializem. Jaz sem že rekla. Pa recimo te ideje imam newyorškega župana imam v mislih, da sva ful... Ni ideja nujno se vrniti v socializem, ki ga predstavljamo kot to, kako živijo Kitajci danes. Kar to se lahko strinjamo, ni sploh socializem. Kapitalizem je to. Zelo, zelo tak kapitalizem na pohodu. Centraliziran kapitalizem. Pohodu, ne gre več tu za socializem kot tak. Mi se ne moremo več pogovarjati o družbi blaginje, o tem, kar je nek sociodemokratski kapital, neka dediščina socialne demokracije, kar poznajo v skandinavskih državah. To ne gre več skupaj s našo realnostjo. Torej, tu, če se malo odmaknemo od te ideološke plati socializma, ki jaz se ne strinjam totalno, ker mislim, lahko smo različni politično, ampak so načini te stvari delati tako, ne da bi zašel v neke diktatorske poteze. Ampak jaz mislim, da kot družba moramo, to ni tako težko za tiste zelo premožne, bo manj težko, čeprav očitno njih več boli vedno, ampak vsi se moramo strinjati s tem, da imamo malo manj, da bi tisti, ki nimajo nič, imeli toliko za dostojno življenje. Sigurno. To ni neka zelo revolucionarna zdaj zahteva. To je socialna država, se pravi, moramo imeti neko varnostno mrežo. Jaz mislim, da Mamdani želi točno to. In to da v družbi, ki je zelo netolerantna do tovrstnih idej. Nikoli ni bila tolerantna. Nikoli. In tam to res zgleda kot ne vem kaj, ampak poglejmo, kako so se lepo zmenili demokrati s Trumpom in republikanci v tem, da ga eliminirajo. In vi me ne boste prepričali, da je to zato, ker oni imajo drugo, boljšo opcijo za vse. Ne, oni samo hočejo obdržati status quo zase. Seveda. Ker so oni dejanska elita. In mislim, to je to. In no, čas bo pokazal svoje, sam hočem povedati, da smo ta eksperiment dal čez velikrat, pa ne raba iti tak delati stran, v Ameriki lahko pogledava, najbolj demokratično državo, zvezno,
Kalifornijo in podobne ideje, a ne? Sicer ne toliko ekstremne. In ne gre dobro. Ekonomsko super, mislim, da je to 20. če bi bila država samostojna, ali ne. Ja, zelo visoko je ekonomsko močna zaradi Silicijeve doline, a ne? Ampak vse ostali aspekti, a ne, tudi ljudje masovno grejo ven iz te države in to so sposobni ljudje in grejo v Teksas, v Nevado, v Florido. To so v milijonih, ne? In kakor sem rekel, ne dogajajo se stvari v vakumu, ne? In tudi New York se ne bo dogajal v vakumu, ne? Sam to želim povedati. Ideje so dobre na papirju, ampak v realnosti ne vidim primera v zgodovini, razen če mi ga date, a ne, ko so take stvari funkcionirale. Tisti, ki se selijo iz Kalifornije, se to verjetno počnejo zaradi manjše kontrole nad načini generiranja lastnega premoženja. Verjetno je to velik razlog, ja. In to je pač tako. Človeška narava. To je, ja, mislim, človeška. Jaz se ne strinjam, jaz mislim, da človeška narava, to, kar ste tudi sami omenjali. Hočemo živeti v družbi, kjer so vsi relativno zadovoljni, ker pol bo tudi manj nasilja. Meni se zdi, da človeška narava je, da smo enaki, da nam ni treba, tako kot zdaj, če greste v San Francisco. Nisem bila nekaj let, ampak slišim, da je sam slabše, da dobesedno brezdomci spijo na teh rešetkah od ventilacije. Ja. In če hočeš stopiti v Starbucks, moraš preskočiti človeka. Ja. In ljudje to delajo s takimi obrazi, kot je to najbolj normalno. So že totalno desenzibilizirani. Ja. Za karkoli. To, kar vidiš v Kaliforniji, tudi marsikje tudi v Ameriki, tudi, ampak Kalifornija je taka bogatejša država, ja. Tako da manj pričakuješ tega. Ja. Vidiš, da ogromni rast števila brezdomcev ni izključno posledica samo osiromašenja ali, ne vem, revščine, da je absolutno povezan s problemi z mentalnim zdravjem. Sigurno. In to je to, o čem se moramo pogovarjati. Jaz res nočem živeti v družbi, v kateri preskočim človeka in se mi to zdi najbolj, nekako sprejmem to kot nekaj, tako pač je. Ja. Tako pač je, ni druge. Tudi tako kot nočem sprejeti, da bo kdorkoli v tej državi odvisel od mojega SMS-a. Mi moramo imeti družbo, kjer zdravljenje pripada človeku, tudi stanovanje pripada človeku. Ampak kako je možno, da v eni najbogatejših držav na svetu, da se take stvari dogajajo? Glih, to je moj argument. Ko te ideje združimo, nam ne pomagajo. Ne, ampak mislim, Kalifornija ima svoje socialne aspekte, je en izmed najbogatejših držav na svetu, ampak to je... Davkov poberajo veliko. To je tudi... največ v Ameriki. Sam poglejmo Silicijevo dolino, ni nam treba iti naprej. To je jedro tega, kar je narobe s kapitalizmom danes. To ni najbogatejša država, v kateri vsak posameznik v tej državi ima relativno pravično razporejeno blaginjo. Ne moremo, mislim, je najbogatejša država, ker se največ kapitala v njej generira. Kakšne posledice? Jaz mislim, da je točno v tem problem. Nočemo take družbe. No, ampak veliko davko pobere ta država, največ, med tem, da je ena izmed najbogatejših na svetu. In očitno niti to ni rešitev za te probleme. Ne? In moj argument je tukaj, ker sva o županu iz New Yorka govorila, je, da predlaga še več države. Ne? Se mi zdi, da je vedno pol odgovor, nekaj v družbi ni v redu, očitno je problem, da je premalo države tukaj. Dajmo državo več moči in država bo rešila ta problem. In samo to je moj argument, da v Kaliforniji to očitno ne deluje. Ne deluje, ker je zelo težko deluje v konjunkturi s nedotaknjenimi pravili kapitalizma.
Mislim, Okay, kaj pa Venezuela, recimo, ki imava tudi te ideje, pa nimava kapitalizma na takem aspektu? Naslednje, kar boste omenili, je Kuba, predvidevam. Vse socialistične države, ki so še trenutno živijo. Vse socialistične živeče države praktično ne morejo zaradi Amerike živeti. Dobesedno ne morejo živeti. Tako da jaz mislim, da to, kaj bi od te države lahko bilo, moramo pustiti po strani. To, kar je, ni samo posledica nezmožnosti socializma, je posledica totalne blokade, ki jo Amerika izvaja, ostali vsi tolerirajo. In to je pač tako. Dober argument, to je tako. Jaz sem velikokrat bila na Kubi, imeli smo nek skupni evropski projekt, ni da zdaj jaz hodim sam po nekih bizarnih koncih, ker imam rada socializem. Ampak ta država je 60 let pod sankcijami. Ampak pod takimi sankcijami, da res oni ne dobijo nič, oni ne dobijo, ne vem, nafte ne more dobiti, benzina, ti se več po Havani ne moreš premikati. To malo hrane, ki jo proizvedejo, ne morejo dostaviti iz enega konca države do druge. O tem se pogovarjamo. Tako da tu zdaj govoriti o nekem, zakaj je tam tako, zakaj ni uspelo in izločiti element decenijske blokade, tudi to, kar dela Amerika trenutno v Venezueli, ni sam blokada, je tudi odkrita vojaška grožnja zadnjih par dni, ampak glih zdaj se to dogaja. Mogoče imate prav, težko je v bistvu definirati, kaj je razlog za, če rečemo temu, neuspeh ekonomski. A bi se strinjali? Absolutno. Ja. V trenutni konstelaciji zelo težko. Se strinjam. Kaj pa, če izberemo eno državo, ki nima tega, pa je tudi socialistična, recimo Vietnam, ne? Se mi zdi, nimava blokada, ne? Imava ta sistem in jaz nekako vedno vidim isto. Neučinkovitost. Več države, več centralizacije pomeni ponavadi, da je za ljudi malo slabše, a ne? Ekonomsko. Jaz se ne bi s tem totalno strinjala, ker welfare state je tudi definicija tega, da je več države. Tudi midva bova hotla več države takrat, ko bi midva bova to rabila. Jaz hočem več države in državno zdravstvo, ko zbolim. Nočem, da me kdo rešuje z SMS. To je res, ja. Skandinavski model je zelo super, ne? Veliko države je v tem modelu. Kar nekaj, ja. Tako da ideja, da več države je blazno narobe, hvala Bogu, da je Slovenija zelo počasi se pač udajala pritiskom od zunaj, da zmanjša prisotnost države v svojem gospodarstvu. Ja. Zato nam ni tako slabo. Srbija, marsikatera druga država v tem smislu je ekspresno se znebila države skozi privatizacije. In vemo, kaj to pomeni. Tako da tukaj to, kar je, spet bom rekla, kar je dobro zato, ker je pametno smo pristopili dejstvu, da socializma ni več. In nismo vzunemo probali zbrisati vse čim hitreje. Se strinjam. Tako da se tukaj najdete v bistvu ta nek... Nisem želel reči, da več države je vedno slabo, ampak najdete v bistvu nek balans, a ne, v temu. Problem je, da v Ameriki sploh države ni in zdaj, če jo ti hočeš kamorkoli pripeljati, to zgleda kot ne vem kaj, ker je ni. Ja. Mislim, vsi mi, to kao ideje, manj države je boljš, dokler ne rabimo nekaj dejansko. To, kar je bistveno, je pomembno, zelo težko speljemo bez. Država ni tam nekaj, kar kontrolira vse nas. Država smo mi. Država je to, kar nam je skupno. Ker če pustimo, da je vse privat, da je vse sam stvar trga, trenutnih potreb, pol bomo a mislite, da slučajno, da Amerika nima ministrstva za kulturo? Ne, ker tega ne rabimo. Ne.
Jaz mislim, da mi živimo v družbi, kjer se vseeno strinjamo, da kulturo rabimo, vsaj nekateri med Sigurno, nami. sigurno. In, Po mojem vsako stvar rabimo, samo ne strinjamo se, koliko tako, pa kdaj. pol pa tudi resne infrastrukturne gospodarske investicije, kot je recimo brodogradnja, ladjedelnice, zelo težko obstajajo brez države, kjerkoli na tem svetu. Sigurno, sigurno. Mi smo se v Sloveniji... Se tudi javno šolstvo, to so večkrat poudarila. Tako, to je ja. super. Jaz zelo malkrat slišim argument, da bi vse privatizirala. Ne? Samo začela sva to debato z županom in iz New Yorka. Ne? Se mi zdi, da se sam pač ne strinjamo filozofsko glede idej, kako in kakšne rešitve so potrebne za določene probleme. Glejte, New York je... Zakaj ne bi probali? Zakaj je toliko narobe? To je demokracija. Jaz ne vem, če bojo probali, če bojo pustili, da probajo. Če bojo pustili, da probajo, ja. To pa je vprašanje, imate prav, ja. Ker zelo slabše ne more biti tam, naprimer. Jaz ne vem, mislim, to je ta problem. Grozno je, planet nam propada, naši otroci razmišljajo, a bojo videli, a bojo njihovi otroci, ko po noči grejo ven, sploh mogli videti zvezde. To so vprašanja, ki danes postavljajo otroci. V kakšnem svetu res na bazični ravni bojo živeli, ne kaj bojo imeli in koliko bojo imeli. In mi vseeno mislimo boljše tako, ker drugače je tako malo triki. Zakaj bi bilo tako triki? Ja. Kako so razmišljali naši detki in babice, ko so šli v partizane? Da ne vejo, kako bo izpadlo, pa mogoče vseeno raje poskrb zase, pa ostani doma. Ja, se strinjam. Mogoče bi klep bil sam pazljiv osebno, kar ste rekli, slabše ne more biti, ne? Jaz mislim, da tako, tudi če New York gledava, kar ste ga omenili, 80-ta v New Yorku, ne? 90-ta. Pa kar rečemo, dobesedno so se streljali na ulici. Je to dobesedno to pomenilo. Takrat je bila narativa zelo taka močna, da v bistvu tako veliko mesto, metropola, enostavno ne more zdržati, ker kriminal jo požre. In to so nekako čez 90 leta uspeli rešiti in danes gremo mi kot turisti tja in mene samo še babi vpraša, a ni nevarno tam v Ameriki po New Yorku? Dejansko ni, ne? Greš v New York in... Odvisi, kje se giblješ. Ja. Deva sam v primerjavi za 80. Mi smo šli 6 belcev, nas je šlo v Harlem na predstavo. V 80-ih bodva realna, mi tam ne bi brez praske prišli nazaj. Ne. Tako da malo sem sam želel perspektive, a ne. Slabše ne more biti, lahko je slabše, kot je zdaj. Ne. Ja, sam... Bilo je. Ne. Tudi spet bom rekla, odvisno za koga. Ker za ene ljudi tam res je težko slabše, kot je zdaj. To postaja mesto, kjer za ljudi, ki živijo v New Yorku, kot sem rekla, je težko živeti. In to je to, kar imam Dani, o čem on govori. In to je cel problem. Tudi Beograd. Vi greste danes v Beograd. Tako jaz, če bi šla, pa ne bi, če bi priletela, ne vem, iz Tokija, prvič v življenju v Beograd, bi rekla, to je cool mesto. Zelo cool, celo lepo je tle živeti. Za določen sloj, ne? Imamo vse, restauracije, kakšne želiš, vse te hipsterske fore so tam, idealno. Ni tako niti nevarno, Beograd nikoli ni bil nevarno mesto, ne? Ampak za koga je tam dobro? Če jaz pridem, pa imam denar, ali če živim v teh bablih, in takih bablov je danes veliko, to je to, kar sem vas probala prekiniti in povedati, da ja, v človeški naravi nasploh je, da hočemo, da smo vsi srečni. Ampak je pol vprašanje izvedbe. Sosedske, ki se jih danes ponujajo v Ljubljani, novo zgrajene, ponavadi zaprte, z ograjo, so en model sreče, ker ti na koncu boš živel tam, okoli tebe bojo sam drugi, enako bogati, enako srečni ljudje, tvoji otroci bojo hodili v šolo, ker bojo tudi podobni, enako srečni otroci. To je en način in to je prevladujoči način v tem svetu, to je Amerika.
Amerika obstaja zato, ker je takih steklenih zvonov ogromno. Tebi ni treba, na koncu pač greš, preskočiš kakega brezdomca, če greš po kavo, ampak ti okoli sebe v glavnem gledaš druge ljudi. In te sistem uči, da teh drugih ne vidiš in da te ne zanimajo. In to je kapitalizem. Ja. Ampak, a to hočemo? Ja. Tudi način, kako napadajo tega človeka, da je on priseljen, da bi moral biti hvaležen. Ja, to je. Način, kako poskušajo reševati stvari v Ameriki danes. In ta obljuba, da bomo uredili stvari, tako da bomo izgnali priseljence, da bomo pač pobrali z ulic ne vem koga. To je ista ta narativa o skupnem sovraštvu. A je to boljša rešitev? A je to lepša obljuba? Niti ena, niti druga nista dobra. A bo ta druga obljuba, ker to obljubo tudi nam tle obljubljajo. Nočemo priseljencev, nočemo tujih delavcev, nočemo tega, nočemo drugega, ta nas ogroža, on nas ogroža. A je to bolj realno? A je to bolj... Ne. A je to lepša prihodnost? Ne. Se strinjam. No, tako da... Vse, kar sem želel povedati, je, da so desne ideje nevarne in se strinjam z vami, ampak da so leve ideje tudi nevarne. Samo to sem želel. Ja. V ekstremu svojem jaz ne vidim razlike, a ne toliko. Jaz mislim, da... Ja. Mislim... Ekstremi nam niso služili v zgodovini. Ja, sam ponavadi... Jaz seveda sem... Danes govorimo veliko o levem ekstremizmu, zlasti z določenih političnih pozicij, se o tem kar nekaj ima zapovedati. To levi skrajneži, tega ni bilo, ne vem, 10 let nazaj ni obstajala ta besedna zveza. Ja, so bili desni bolj. Danes je zelo pogosta in se strinjam, da lahko o tem se je treba pogovarjati, ampak dajmo malo bolj probati politično pogledati. Zakaj se kdo bori? In kaj pomeni biti skrajnež? Ponavadi na levi strani, a bi babice in detke, ki so kot mladi fantje in punce 41. šli v partizane, videli danes kot leve skrajneže. Ja, stanje vojne je mogoče malo drugačno. No. Dobro, vojno stanje je... Ali bi Che Guevaro videli kot levega skrajneža, ko je šel v Angolo se boriti za svobodo Angole proti kolonialni oblasti. Mislim, te dotične ideje ne, ampak generalno posameznik ima več idej, ja. Da je v to reči. In če midva ne znava ločiti, ene so dobre, ene so slabe, sva zapadla po moje v poenostavljanje. In zdaj rečeva, če Guevara je dober ali pa slab, ne morava se dobro pogovarjati. Jaz niti ne govorim, govorim bolj o tem dejanju. Ja, v nekaterih aspektih je bil skrajnež. A je to skrajno dejanje, naprimer, ali je skrajno dejanje, da so jugoslovanski mladi komunisti šli v Španijo se boriti na republikanski strani v 30 letih? A je to... Razumem, kaj hočete povedati. Ja. Včasih je potrebna... ekstremna akcija, to želite povedati? Včasih je potrebna ekstremna akcija, to je definitivno. Ja. In jaz nočem, da pridemo do situacije, v katerih rabimo kakšnekoli ekstremne akcije. To nikoli ni dobro. Ja. Se strinjamo. Ampak prepričali so nas vse skoraj, zelo uspešno v 90-ih, da je potrebna ekstremna akcija na naših prostorih. Ljudi, ki so živeli skupaj hiša do hiše, so prepričali, da so največji sovražniki. Torej, ekstremne akcije so na obeh straneh in do prepričanja pride hitro. Moramo ločiti v osnovi, zakaj se borimo. Mislim, če damo vse v nek ekstremizem, bodi si levi ali desni, to je tudi zelo problematično. Jaz bi raje pustila te kategorije po strani, ker ne služijo ničemur kot propagandi, neki ideološki, predvolilni, bolj ali manj, kjerkoli na tem svetu, in pogledati, zakaj se borimo. Zakaj se resnično borimo? Ok, mogoče ni najbolj izvedljivo, ampak a bomo odnehali? A imamo pravico odnehati?
se boriti za boljši svet. Ne v nekem tem ideološkem, ne vem kaj, boljši svet za otroke, da jih ni strah, a bojo njihovi otroci sploh lahko živeli na tem planetu. Tako nekako. Super ste to povedali. In tudi hvala vam za čas. Hvala tudi vam. In nisem pričakoval, da bo na koncu tudi da bom jaz malo več govoril, se upravičujem za to. Ne, meni je bilo super. zelo zanimivo in hvala za... Ja, hvala Uživala vam za vse. Jaz tudi. Bodite dobro. Enako. Čau, čau.